Lahko samo en hiter update, zdaj hodim proti prenočišču, iz Črnomlja ven proti tej gospe, kjer bom prek couchsurfinga. Sem tečen, ful, prijel me je nek negativizem, jaz temu rekel, glede mojega življenja nasploh. Čistko me je prevzel, nič se ne bo išlo tako, kot želim, ne vem, v taki smeri. Nič ne bo, nič se ne more dobro zgoditi, prvo je non-stop nek šit, da se kaj dobro gre. Tako, čist sem v tem not. Še popoldne je, to popoldne vedno zna kar dobro zažvajzent. Zdaj človek najci šit, ne moreš ti tako živeti, ne bo tako denarja od nikjer. Cel nek panični starševski kritik, zaskrbljeni človek, kako bi opisal tega. To pa je prišlo iz tega, da si ful odvisen od denarja, stari, no. Če jaz ne bi imel 10 evrov, da si kupim za jesti, zdaj na teh takih mojih tripih me vedno to nekaj spomne, to koliko je ta denar. Neki svoj denar imaš. Pa en ptič. Ta človeška nagnjenost k udobju me jebe, ne. In zdaj jaz tle neki 6 dni nekega kvazi trpljenja, nekega neudobja, mame noge bolijo. Pač ni to spet tako hudo, kakor se sliši. Ampak kar neki grem na tle to njivo gor se usesti in počivati, ker se mi ne da več hoditi in grem tle gor počivati. Ker prime ta ena žilca, ena zagrenjenosti, enega ne verjamem, da se lahko meni zide na tak način, ne, da bom moral najti šiht, da bom moral se podrediti temu sistemu, naravi, tako pač je. Nisem jaz ta človek, ki premaga to vse. In to me je nekaj zdaj pritisnilo. Ker se jaz hočem kao sam postaviti na svoje noge, biti umetnik, biti svoboden. Ampak to si non-stop v negotovosti. In potem se soočati s tem dvomom te odločitve. Mi je toliko težko vedno, da je to neverjetno. Ja, sprožilo me je pa tudi najbrž to, da sem za eno reklamo, kjer sem bil v drugem krogu. Se pravi, samo sem kao izpadel. In to je bilo ful dobro plačano. 16,000 evrov je bilo. In sem jaz na nek način upal, če mi to, sem cel let miren. Pol lahko živim svoje sanje naprej. Tako da zdaj je to vse pod vprašanjem spet, ne, ker ob vsaki taki zadevi se sproži dvom glede mojega življenja, načina življenja in situacije. Pač jaz res raj hodim 6 dni, tako, kot pa da imam reden šiht. Ne maram to, pizda. Ni da ne maram, hočem se obesati, če to moram. Še bolj se hočem obesati.
Tako da je spet slaba volja, ne, saj jo vedno vzamem s sabo. Kamorkoli grem, je tam. Kamorkoli grem, demoni grejo z mano, ne morem pobegati. Zato so vsa ta potovanja, da se iščeš, to je nesmiselno vse. Kamorkoli ti greš, gre s tabo vse to, od česar bežiš. Vedno gre to s tabo. In takoj, ko nekje postane neki rutina, kar je meni zdaj že tretji dan, to isto vse, pol vse začne ven spet lezti. In tako je, eni se rešujejo pol, da so res nomadi in je vsak dan drugje. Ni odgovor, da se najdeš tako, da greš nekam bežati, bežati, doživljati nove stvari. To je velika ena pretveza, da sam zbežiš od samega sebe, od svoje esence. Ampak kamorkoli greš, bo senca tudi tam. Jaz res se poskušam spremeniti. Ko opazujem svoje notranje stanje, svoj notranji način razmišljanja, mindset, tako o življenju, o mojih sposobnostih, o sebi, o tem, kako funkcioniram, kako se obnašam. In določene stvari so vprašljive zelo. In jih poskušam spremeniti, ampak hkrati pa tudi vidim občutek, ki pravi, ni šans. Kaj da bi hotel leteti, se počutim, ko razmišljam o tem, o koreniti spremembi določenih delov moje osebnosti. Tako, želja je, vidim, kaj ni dobro, in potem, kada se borim z eno pošastjo, ki je 6 metrov visoka, jaz sem pa toliko, kakor sem, in jaz se nekaj borim s tem. Pa se mi na vsake toliko zdi, da sem zadev v eno žilo nekam in da je ona pošast malo tako, ampak oba dva veva tako, da ni šans. Neka jeza, neka zagrenjenost, neka negativizem, neko brezupje, skozi. In je ful glasen, tako ima dobre argumente. In se ti ne da malo živeti, to poslušati skozi. In pol na različne načine bežim. Ampak tako, kot sem rekel, ne moreš zbežati od nečesa, kar je v tebi. Vzameš vedno s sabo to, kamorkoli greš. In ne vem, moram sprejeti to, da imam to tako in tako živeti naprej. In zavestno se sam siliti pač v dobro, pozitivno, optimistično. Vsi so optimisti. Ko s komerkoli se družim, pogovarjam, tako dobivam ta feedback, da so vsi ljudje neverjetni optimisti in polni upanja. Ne špila jim dobro, ni to zdaj, ko pogledaš njihovo življenje, je tako, a res, ti si optimist? Okej. In potem se počutim osamljenega v tem pesimizmu. Jebeš to, a? A si ti optimist? A si resnični optimist?
ali se lažeš? A si ti zmožen lagati samemu sebi? A je upanje laganje? V večini primerov je. Bi rekel jaz. Nekdo drug se ne bi strinjal. Kaj pa ti? Ti? Ti, ja? Kaj si ti v celi tej zgodbi? A si ti tudi? Super je vse, super. Super je vse. Mogoče to vse izvira iz nekega mojega, tega, neke... Ok, ohrani misel, ohranijo. Iz neke moje nagnjenosti k popolnosti, k perfekcionizmu. To je ful dobro imeti. In pol itak nič ne more biti popolno. Zgubljam misel, ne vem, kaj sem hotel. In pol itak nič ne more biti popolno in potem se moji možgani itak skozi navežejo na to idejo. Ja, pa itak. Vse razpade. Ja, nisem speljal te misli dobro. Pač malo bolj nagnjen pesimizmu. Če obstaja črno in belo, nekdo je bel, nekdo črn, če obstaja optimist in pesimist, sem jaz bolj na spektru pesimizma. In sem tudi bral o filozofih, ki so bili pesimisti. Obstaja, to je tudi način preživetja. Ne? To je način, to sem pa zdaj pozabil. V glavnem pač, to je samo en izmed načinov funkcioniranja v življenju. Si pač pesimist, ko se ti nekaj zgodi, kar je si toliko bolj presenečen in toliko bolj navdušen nad nečem dobrim, kar se zgodi. Optimist pa itak je pričakoval to. Jaz sem težave s pričakovanji. To imam pa res problem. Ker ne morem, da ne pričakujem čisto nič. Vedno nekaj pričakujem. Tudi če jaz govorim, nezavedno se zgodi in pol, ko se odvija ta stvar, je tako, tole je kar nekaj. Tole si pa jaz nisem tako zamislil. Zdaj, glede tega, te hoje, a sem imel kakšne pričakovanja? Ma dejansko ne, nekih večjih pričakovanj. Pričakoval sem od dobrega, sem pričakoval, da bom dobil na couchsurfingu zaspat. Ni, samo to, ta trip me sam ni nič posebej razočaral. Nisem, res se mi ne zdi, da sem kaj pričakoval dobrega ali slabega. Fuck, sem tam sedeti tako. To je pa en daljših zapisov, in en težjih, in en zelo, jebiga, ni glih zabavno, ampak tako je, ni zabava, življenje ni samo zabava. A je sploh življenje zabava ali je človek izmislil zabavo? Ne, ni, tudi psi se zabavajo in druge živali. A se? Ne vem, če se. Mogoče mi to dojemamo samo kot zabava. Mogoče je za njih to samo. Ne, nikamor ne gre to. Pa
vse bi se dal tako živeti, če ne bi noge skozi bolele. Pa tudi dolgočasno je, rabaš neki, ne more biti samo fizično utrujanje, ne? Na eni točki, kot da moraš nekaj kreativnega tudi početi, tako, kar možgani, no, tako, lahko pizda, hodimo, ne, jaz hodim 3. dan, govorim, kada sem hodil, kada hodim 2 leti. To je vse začetna faza borbe. Če bi hodil 1 let po svetu tako, sem hodil in spal zunaj, po moje, se to malo spremeni, Admir, veš? Ni to kar tako. Ne, tle 3 dni hodiš in se delaš, kada si zdaj odkril ne vem kaj. Ni to nikakav. Bližamo se Bosni, priča se bosanski. Zaključujem današnji zapis. This is Jean-Luc Picard, Star Trek Voyager. I've been walking for 3 days now. And there's so much aliens. There's so much aliens everywhere. Oče, ni ptica alien, pizda to me. It's alien to me. A bird is an alien to me. Why am I talking in English now? Because I am bored. Bored. Vidim, da sem se začel afnat in konec je ranljivega dela in filozofiranja, pametovanja. Tega bo najbrž še, brez skrbi, to je moj drugi kisik. Razmišljati globoko o ničemer, v bistvu nepomembno vse to, kar sem, ne vem, pejt jest, pejt dihat, pejt fukat, pejt karkoli. Sam ne razmišljati o smislu življenja, ker to je največja zguba časa. Nadaljuje se pametovanje, ne? Sem padel v ta mode in razmišljamo na splošno o takšen način življenja, to, da hodaš in si sam pri drugih ljudeh. In kako je to en izmed najbolj parazitskih načinov življenja. Hodaš od vasi do vasi, od hiše do hiše, tam prespiš noč, 2, ješ, greš naprej, štopaš. Traktor gre. To je kaj iz filma, lega ta traktor. Traktorinjo. In jaz zdaj ne morem govoriti, ne sliši se me. Te traktori so tako meni smešni. Smešno izgledajo, tudi one oči. Tako velikega, ampak tako uporaben je, ne. Spet nek lep gozd. Belokranjski. Kje sem ostal? Pizda, danes pa se mi da. Ja, o tem načinu življenja, ne. Kaj, čist sebe sem gledal. Izkoriščanje ljudi. Prvo sem izkoristil eno družino, pa so me nahranili, spal tam, pol drugo družino, zdaj bom 3. družino, pol bom 4. družino, pol bom sam si plačal. Govorim o tem nomadskem načinu življenja. Ne vem, ko poslušam druge ljudi, ki so to šli delati, tako neki, kao iščeš neko samozadostnost, ampak samozadostnost si, če greš ti zdaj živeti v Kočevski gozd z enim nožem
Nikoli nisi samozadosten, že nož je nekdo drug naredil, ampak okej. No, v glavnem to me, tako, pač tle neki štopaš, pa greš na vlak, vse so drugi ljudje naredili, ti nič dejansko ne daješ. In potem sem se spraševal, okej, zakaj bi pa moral, zakaj ne morem sam odživeti life tako, če pač sem jaz tako, tak, ali pa nekdo. In potem se mi je pojavilo to, da smo pač ljudje, bitja, zdaj ni slovenske besede, of service, uslug. To sem dostikrat zasledil. Da so raziskovali, da se ljudje najbolj počutijo, ko delajo usluge drugim ljudem, ko pomagajo drugim ljudem. In potem je bilo, okej, zdaj sem jaz njim dal možnost, da se dobro počutijo, ker so oni meni pomagali na tej moji poti. Potki, dajmo reči, potka. Ker to ni nekaj posebnega, 6 dni hodiš v redu. In pa sem probal obrniti, pa sem probal biti optimist, pa sem rekel, mogoče sem jaz tudi njim pomagal na nek način. To je vse vzajemno. Jaz sem jim pomagal, da so oni meni pomagali in zdaj se oni dobro počutijo. Jaz sem se dobro počutil, ker je meni nekdo pomagal, ampak tudi jaz sem pomagal na nek način njim, ker sem jim dal možnost, da meni pomagajo. In je to tako, ne? In potem se ta ustvarja, a ne? Vsi se imajo fajn zdaj, ne? Ker si tako, sam pošiljamo si to. Plus so imeli en večer malo drugačen, ker je prišel nekdo prfuknjen. In ni bil navadni klasični večer. Tako sem probal obrniti pol. Zakaj naj bi eni ljudje bili samo nomadski paraziti? Ampak fora je, da zdaj parazit, to zdaj izpade, da je ful grdo, če rečeš parazit. Ampak to so bitja, ki obstajajo na zemlji. Tudi paraziti so del narave. In v ljudeh, pri človeku, bom počakal, sem jaz opazil, da se ponavljajo, da so karakteri ljudi na nek način vsi vzorci življenja na zemlji, ki obstajajo. In vsako življenje na zemlji ima svoj način preživetja. Parazit ima pač tak, da si najde gostitelja. In si tako daje ta pot. In pač eni ljudje so delavci, eni ljudje so paraziti, eni ljudje so... Ampak rabimo vse te ljudi. Ga danes filozofiram v pičku ima. V tem svojem tripu sem se spraševal, kaj dejansko jaz tle ugotavljam. Kje je ta samozadostnost? Kje je to, da si sam sabo, okej. Pač ta človeška soodvisnost je neverjetna. Če le ko hodaš cel dan sam po gozdu, pol vidiš, koliko life nima smisla brez drugih ljudi. Tako res. Pa niti ne smisla, že to sam da... Ampak zdaj sem dobil občutek, da jaz odkrivam nekaj, kar vsi že vejo. In jaz pri 36-ih tako, aha, ljudje so pravo bogatstvo, vedno. Tako, ker si zares sam v gozdu in tako misliš, da si se zgubil in je tako, ko bi dal zdaj za enega človeka tle nekje, sem pač... In pol, ko prideš in je tako, so 3 bajte in si tako prav čutiš not, eno tako, fuck yeah. In da mi to ljudje ne moremo dojeti.
in da se ne moramo samo non-stop imeti rad. To je smešno. Mislim, da je to, da sem prišel do zaključka tega svojega govora. Posekana drevesa. Vem, da je grozno, ampak to tako diši.